V času, ko Maribor gosti Evropsko prestolnico kulture, smo se odločili raziskati, kako izgledajo luksuzne sobe, ki jih ponujajo nekateri naši hoteli. Petični gosti se lahko tako med drugim razvajajo v hotelu City Maribor, hotelu Piramida, hotelu Habakuk in hotelu Draž. V hotelu City Maribor, ki se nahaja v centru mesta in ki je odprl vrata junija 2011, lahko petičneži izbirajo med 12 suitami, ki se med seboj razlikujejo po opremi in velikosti. Ste eden izmed mlajših hotelov in eden izmed tistih, ki ponujate tudi bolj luksuzne sobe. V čem se te sobe razlikujejo od preostalih? Res je, hotel je odprt od junija leta 2011. Naše sobe se odlikujejo predvsem po nadstandardni velikosti in dodatnih vsebinah, od vodnih vsebin do ponudbe za poslovneže in tako naprej. Koliko pa je treba odšteti za prenočevanje v takšni sobi? Cene so zelo fleksibilne, cene bivanja so nekje od 100 evrov naprej, najvišja cena sobe pa je pri nas 400 evrov na noč. Koliko gostov je približno že prespalo in si privoščilo takšen luksuz? Torej, hotel City Maribor do danes šteje nekje okrog realiziranih 8000 nočitev, seveda se pa nadejamo, da bo teh mnogo več. Od kod pa prihaja največ? Največ gostov je iz Avstrije in Nemčije, predvsem poslovni gostje in pa iz držav bivše Jugoslavije. Ali je prespala tu tudi kakšna znana osebnost, če ni skrivnost seveda? Ja, Evropska komisarka za kulturo je nazadnje prespala pri nas in pa mnogo oseb iz političnega, kulturnega in drugega življenja slovenskega. V hotelu Piramida so suite prenovljene. To sobo smo opremili za tiste goste, ki si želijo nekaj več. Soba je nekoliko večja po kvadraturi. Sam dnevni prostor, kjer smo pravkar, je ločen od spalnega dela. Ta znaša nekje nad 40 kvadratnih metrov. Dodatno je gostom na razpolago velika kopalnica. Sicer pa za odličen počitek, ki jim je omogočen v teh sobah, so postelje z nekoliko večjimi ležišči. Koliko pa je treba odšteti za takšno sobo? Cena takšne sobe je od 160 do 198 evrov, odvisno v času bivanja gosta. Seveda je ta cena za 2 osebi, vkolikor biva v sobi samo ena oseba, je od 148 do 178 evrov. Kakšen profil gostov hodi in si privošči takšen luksuz? Za bivanje v tej sobi odločajo poslovni gostje, ki so pretežno tujci. Hotel Habakuk je hotel z dolgoletno tradicijo in je dobro znan poslovnežem in izbranim gostom, ki se odločijo prenočiti v Mariboru. Ste eden izmed hotelov, ki ponuja bolj luksuzne sobe. V čem se te sobe razlikujejo od preostalih? Največ po kvadraturi, po opremi, ki je, opremi kopalnice, velikosti kopalnice, po kozmetiki, ki jo uporabljamo v kopalnici. Drugače pa bom rekel, več ali manj naše sobe so vse luksuzno opremljene. Ta je pač nekaj posebnega, ker je kvadratura, 2 različna prostora, v enem bivalni prostor, kjer imajo za spanje, v drugem dnevni prostor, kjer lahko prečitajo časopis, kaj pogledajo televizijo in tako. Kako se pa gibljajo cene glede na prenočišče v taki sobi? Te sobe so, bom rekel, 400 evrov navzgor, čisto odvisno od sezone, ne. Bom rekel, zimska sezona, malo večja sezona, je večje povpraševanje po teh sobah, so tudi gostje, ki so pripravljeni več plačati, in pa potem poletna sezona, ki padejo cene, ne, tako da so tudi malo nižje. Kakšna vrsta gostov si privošči takšen luksuz? Od kod prihajajo in kakšen profil? Čisto različno, gostje prihajajo, bom rekel, iz držav bivše Jugoslavije, Rusije, Ukrajine, pa tudi se najde kdo tak, bom rekel, iz zahodnih držav, ne, ki pač pričakuje malo večji luksus in malo več prostora, tako da se odločajo čisto različni tipi. Tudi hotel Draž leži pod Pohorjem, tako da lahko tisti najbolj izbirčni poleg luksuza v sobi in wellnessu uživajo tudi v zeleni okolici in svežem zraku. Tudi vaš hotel nudi bolj luksuzne sobe. V čem se te sobe razlikujejo od preostalih sob, ki jih nudite? Predvsem po predprostoru, ki je veliko večji oziroma preostale sobe ga nimajo, tako da sta to v bistvu dve sobi povezani s kopalnico in pa toaleto, in pa po dosti bolj luksuzni kopalnici. Masažni kadi, 2 umivalnikoma, ločena toaleta, tako kot sem že omenila, in pa kopalnica, pogled na Pohorje in pa velik balkon.
Koliko pa je treba odšteti za takšen luksus? Zdaj cene so od 150 do 180 evrov, ne. Kakšni gosti pa hodijo sem, kakšen profil pa odkot so približno? Zdaj moram povedati, da so naši gostje se precej razlikujejo, ni profila, ki bi ga lahko izpostavila, od športnikov do poslovnežev, tudi seveda parov, v kombinaciji z wellnessom se ta soba tudi pri nas oddaja, tako da ne bi mogla zdaj izpostaviti, da bi, ne vem, rekla, da v to sobo pa hodijo samo poslovneži ali pa kaj takega. Iz katerih držav pa največ približno? Od gostov iz bivše Jugoslavije, Rusov, Avstrijcev, Nemcev, tako, z celega sveta.